Sedaj pa še dogodki povezani s tem veselim dnevom kulture, ko je naša občina številnim laskavim nazivom dodala še enega. Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije sta v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije že drugo leto zapored objavili javni natečaj Branju prijazna občina, katerega namen je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoja bralne kulture izvajajo občine. Na ta veseli dan kulture je v Velikih Laščah ta naziv prejela tudi občina Medvode. Osrednje dejavnosti, ki so povezane s širjenjem bralne kulture na območju občine Medvode, ne izvaja samo knjižnica Medvode, ki je v ta namen ustanovljena. V to dejavnost so v veliki meri vključeni tudi vsi javni zavodi na območju občine Medvode, vsa kulturno-umetniška društva, vsi avtorji literarnih in književnih del in drugi, ki svojim delom prispevajo k razvoju, širjenju in ohranjanju pisane besede. Na območju občine Medvode se odvija ogromno aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane s pisano besedo. Takšno priznanje pomeni, da smo na področju branja uspešni. Ne samo knjižnica Medvode, ki je nekako poklicana k temu, temveč tudi ostali zavodi in društva, ki k tej misli, k temu cilju sledijo. V svoji prijavi na javni natečaj so med drugim izpostavili naslednje aktivnosti oziroma projekte izvedene v letih 2017 in 2018. Medvodko bere, s pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo, Bolgarski večer, Poletavci in najpoletavci, Knjiga na dom, Knjiga na potepu, Pogovori med vodami in nov projekt knjižnice Medvode v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi v občini Medvode, Medvoške knjižne transverzale. Ne nazadnje smo dobili tudi vpogled v to, kaj posamezni zavodi, društva in ne nazadnje tudi knjižnica poleg svoje redne dejavnosti tudi izvaja katere projekte in programe, da povezuje občane v tem pomembnemu cilju. Prav tako so v prijavi izpostavljene aktivnosti, ki se izvajajo širom občine Medvode in prav tako pripomorejo k širjenju branja in bralne kulture. Med te aktivnosti lahko štejemo sofinanciranje dejavnosti potujoče knjižnice, promocija branja oziroma drugih povezanih aktivnosti s knjigo na dogodkih, predstavah in drugih slovesnostih, poklon knjižnega darila prvim razredom na prvi šolski dan, poklon knjižnega darila najuspešnejšim devetošolcem ob zaključku šolanja, aktivnosti, ki so povezane s širjenjem bralne kulture v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V prijavi pa so se pohvalili tudi z bolj intimnim dogodkom branja drevesom, ki ga izvedejo kar avtorji različnih literarnih del sami. Priznanje smo prejeli tudi zato, ker prepoznamo, da je potrebna skrb za vse. Od najmlajših od malčkov v vrtcih, pa tudi do tistih najstarejših, ki so v domovih oziroma osamljeni na domu. Mislim, da je to izredno pomembno. Prav knjiga in branje knjig je bistvenega pomena za osebno rast, širjenje obzorja. Z njimi se učimo optimistično gledati na svet. Z bralno kulturo in branjem in predvsem s knjigami postajamo modra, odprta in strpna družba, kar je cilj, za katerega se splača truditi in sodelovanje v takih projektih nas vodi po tej poti.